Zdravo, tukaj se je Grint s prezentacija.si. Poglejmo si novo predstavitev, ki ni dobra. Tole sem našel na enem spletni strani podjetja, ki se ukvarja z učenjem izdelave prezentacij. In tole je vaja, ki jo naredijo tečajniki. Torej, že prva napaka, prehodi, tranzicije med ekrani so animirani. Tega ne počnemo. Neanimirano besedila. Nikjer, ne levo, ne desno, ne odspredaj, sredine, nikakor. Potem, naprej. Upam, da tole slišite. Se pravi, ne animiramo samega besedila, niti ne dajemo zvočnih efektov. Popolnoma nepotrebno in neumno. Če se že pripelje nek avto na sam ekran, ne bo recimo realna fotografija in ne taka sličica poceni, pa ne bo tisti avto, ki jih delavnica dejansko prodaja. Tele modeli, kot boste videli, sigurno ne. In naprej, jasno, zdaj pride pa besedilo z desne strani in sporočila, da obiskovalci te prezentacije nimajo več. Zdaj naslednjič smo vprašali, odkod bi prišli vsa ta besedila. Tole je mogoče zanimiva slika, spet nepotrebna animacija, ampak predvsej boljši efekt bi bil, če bi bila ta slika transparentna, kar bi bilo zelo enostavno narediti v PowerPointu. Recimo že tole. Servis vozil. V redu, ampak spet majhna takšna napaka strukturna. Če je neka slika, ki se sicer navezuje na samo besedilo, je lahko na desni, ampak ne se pojavi na koncu samega ekrana, ne pa takole, kot je zdaj. Ker zdaj nam oči begajo na desno, potem bo prišlo besedilo, še animirano, potem gremo pa spet na desno nazaj, skratka ne. In poleg tega naj bi bila slika realne delavnice, nekega mehanika v delu in ne takšne spet poceni sličice, ki smo jo že videli mogoče 10krat ali pa 20krat drugje. Rezervni deli. Jaz ne vem, zakaj tukaj stika ključ, simbol ključa ne predstavlja neke rezervne dele. Rezervni del za avtomobil mi predstavljajo kolesa, ogledala, dodatna oprema in tako naprej, ne pa ključ. Tako da to je že v osnovi zgrešeno. In spet neka animacija, ki se odvije z levo proti desni z velikimi tiskanimi črkami, kar je težko čitljivo. Naprej. Spet neumni zvočni efekti, neumna animacija. Organizacijska shema, ja, v redu, ne, ampak hoče potem podariti samo tole dvoje, tehnična služba, prodaja rezervnih delov, premalo, grafikom bi lahko bil vse boljši, predvsem možnosti ponujajo predstavitveni programi, kot sta PowerPoint in OpenOffice, tako da slabo izkoriščeno. Tabela, ja, ampak nič poudarjeno, kaj smo želeli poudariti? Po letih, v redu, ampak saj ne vem, težko čitljivo, številke so težko čitljive, bolj se bo samo to od 100% pojasniti ali pa stolpci in tako naprej. Tukaj malo bolje, ne, dobičkonosnost, ampak spet ta tabela predstavlja tole ali ne, približno se lahko predstavljamo, če bi to lahko vse zeleno barva bila tudi tukaj, tale stolpec obarvan, bi tako videli, da ta podatek spada skupaj in tako naprej. Tako da, sam grafikon premali, spada bi na naslednji ekran in spet slabo izkoriščeno, kar bi znali predstaviti. Imate prezentacijo za komentar, pošljite jo na primeri afne prezentacije.si ali pa samo povezavo na nje in mogoče se vaša prezentacija znajde naslednjič tukaj na YouTubeu. Nasvidenje!